Z dogodkom so želeli sporočiti, da moramo biti Slovenci ponosni na to, da smo gozdni narod. Pa to cenimo dovolj? Jaz mislim, da malo premalj, a ne? Čeprav, recimo pred leti, ko smo imeli žled, smo se naenkrat zavedali, da to ni kar od samega sebe dano, temveč da gozd je zares enkraten, pa vendar diha. So naši projekti, ki so povezani z lesom, nekako tisti projekti, ki grejo v pravo smer. Tudi moram reči, da v zadnjem času v Sloveniji je ogromno poudarka ravno na lesu, na uporabi lesa v stavbarstvu in da se ta tradicija nekako vrača nazaj. Čas je, da tudi ljudje naredimo več za gozd. Prvič, da ga spoznamo, da ga spoštujemo, a ne, da se čim večkrat podamo v sam gozd in na ta način ga začutimo. Morda tudi to je važno zapovedati, mi imamo kar nekaj pragozdov. In ko se človek poda v sam pragozd, potem zares začuti to prvobitnost, kako narava diha. Po vodenem ogledu prvega muzeja na prostem s kozolci na svetu je v vinski kleti Frelih potekala predpremiera dokumentarnega filma Zelena energija gozda. Jaz imam zelo rada gozd, in že vrsto let sodelujem z Zavodom za gozdove in smo že kar nekaj dobrih dokumentarcev naredili na temo gozda, predvsem zato, da osvestim ljudi, kaj je gozd, kakšno naravno bogastvo je to, ker se mi zdi, da ga jemljemo tako kot nekaj samoumevnega. Po ogledu filma je sledila še okrogla miza o gozdovih in našem odnosu do njih. Na ogled je bila tudi razstava Zelena okna.